Živijo moji mali prijatelji! Prijateljica Lili mi je podarila knjigo, ampak ker še ne poznam vseh črk, bi pri branju potrebovala pomoč. Res me zanima, o čem govori ta zgodba. Že vem, moji plišasti prijatelji mi lahko pomagajo. A mi jih pomagate poklicati? Najprej bomo poklicali medvedka Meda in gremo na 3, 4, zdaj! Medvedek Medo! Tukaj si! Medvedek Medo, a mi lahko prosim pomagaš prebrati zgodbo? Seveda. No pa začniva. Dom je tam, kjer je srce. Dom je tam, kjer je srce, ker to je pravi izraz. Tam sta moja dva navihana brata, mamica, očka in še jaz. Dom je s soncem obsijan, ko zunaj naredi se jasen dan. V trenutku zajtrk ti zadiši in že ven igrat se ti mudi. In ja, tudi meni se mudi, saj mi je mami naredila palačinke. Pokliči kužka Lajkota, on ti bo pomagal nadaljevati zgodbo. Adijo! A pokličemo kužka Lajkota, da nam pomaga nadaljevati zgodbo? No pa dajmo! Kuža Lajko, kuža Lajko. Živijo! Kuža Lajko, a nam pomagaš nadaljevati zgodbo? Ja, z veseljem! No pa začniva. Doma objemov in poljubčkov veliko dobiš, dogodivščin na vrtu in skakanja po lužah ne zamudiš. Doma skrivališča narediš in za zabavo poskrbiš. Od 1 do 10 prešteješ in že se skrit hitiš. Ja, in za zabavo poskrbiš. Grem po bratca, da se greva skrivalnice. Pokliči koalo Tinko, da ti pomaga nadaljevati zgodbo. Adijo! Moramo poklicati še koalo Tinko, da nam pomaga nadaljevati zgodbo. Koala Tinka! Hojla, koala Tinka! A nam lahko pomagaš nadaljevati zgodbo? Živijo! Ja, seveda, z veseljem. No pa začniva. Doma udobno se oblečeš in sijoč dežni plašč nase navlečeš. Piknik na vrtu pripraviš in jadrnice splaviš. Ja, dobra ideja! Grem ustvariti papirnato jadrnico za svoje prijatelje. Pokliči pujska Blaža, da ti pomaga nadaljevati zgodbo. Adijo! No, prijatelji, a pokličemo še pujska Blaža, da nam pomaga nadaljevati zgodbo? Pujsek Blaž! Živijo! Pujsek Blaž, mene zanima, kaj se zgodi v nadaljevanju. A lahko prosim prebereš? Z veseljem, pa poglejva. Doma v mrzli zimi ob prijetnem ognju se greješ in v objemu toplem pravljic prav nič ne šteješ. Doma te mamica razveseli, ko slaščice speče ti. Za rojstni dan s torto preseneti in zabavo naredi. Saj res, slonček Loni ima rojstni dan. Pokliči hobotnico Oktavijo, ona ti bo pomagala nadaljevati zgodbo. Adijo! No pa pokličimo še hobotnico Oktavijo, da nam pomaga nadaljevati zgodbo. Hobotnica Oktavija! Hobotnica Oktavija! Živijo! Ja, kaj se pa ti tako kislo držiš? Si slabe volje? S bratcem Oljem sva se skregala, ker nisem hotela deliti igrače z njim. Nič ni narobe, če si slabe volje. Vsi smo kdaj slabe volje. Z igračo se pa lahko igrata oba.
Najprej ti, potem zamenjata in se igra on. Tako sta oba zadovoljna. A mi boš pomagala prebrati zgodbo? No pa dajva. Doma ljubečih objemov je polno, da solze hitro se posušijo. Prijazne besede te potolažijo, da se rane vse hitro zacelijo. Moj bratec je verjetno še zmeraj žalosten. Grem se mu opravičit in mu povedat, da se lahko oba igrava. Pokliči zajčka Pufija, on ti bo pomagal nadaljevati zgodbo. Adijo! No, otroci, pa pokličimo še zajčka Pufija. Zajček Pufi. Dober dan! Zajček Pufi! Joj, res potrebujem še nekoga, da mi pomaga dokončati to zgodbo. A si za? Ja, seveda! Doma v mehko, toplo posteljo z medvedkom te pokrijejo, ko zvezde na nebu sijejo, brezskrbne sanje se odvijejo. Malo sem utrujen, čas je za spanje. Lahko noč. A ja, za zaključek zgodbe pa pokliči žirafo Lisko. Adijo! A mi pomagate poklicati še žirafo Lisko? Žirafa Liska. Tukaj sem. Žirafa Liska! Tako sem vesela, da si tukaj. S prijatelji beremo zgodbo Dom je tam, kjer je srce. Potrebujemo še zaključek. A nam lahko pomagaš prebrati? Z veseljem. Pa poglejva, kako se zaključi tale zgodba. Dom je tam, kjer je srce, ker vsi ste tam. Samo povedati želim vam, da rada vas imam. O, kako lepo! Ja, res je, rada te imam, ker se z mano igraš. Jaz imam tebe tudi rada, žirafa Liska. Zelo dobra prijateljica si. Ej, a se greva skrivalnice? Ja! Nasvidenje, otroci! Povsod je lepo, a doma je najlepše. Dom pa je tam, kjer je srce.